Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes vam bom razlagala ali pa vam razložila to, kako jaz razumem 7 čakr v našem telesu in v bistvu kako, v bistvu mi je končno jasen, no. In zdaj to, kar mi je končno jasen, bom tudi vam razložila. Verjamem, da mnogim izmed vas je vse jasno, ampak v glavnem, mogoče pa komu pomagam s tem znanjem. Iz knjige Ko imajo hormoni žur, takoj na začetku na 12. strani. Tukaj sem narisala sistem čakr, v glavnem tole, poglejte, se pravi, sem, čutim, zaupam, ljubim, izražam, vidim in zaupam. Se pravi, 7 čakr, ki so povezane s temelji našega doživljanja sveta. In zadnjič sem govorila z eno modro dušo, z enim gospodom, in mi je razložil tako po domače, sem rekla, pa končno to razumem. In on je rekel, predstavljaj si sebe, da je 7 mink, ena zraven druge, oziroma tako kot harmonika, in so potem zložene skupaj, v glavnem smo zloženi tako, ne, po čakrah. In zdaj, če si gledamo prva čakra, ki je povezana s temelji preživetja, zaupanjem v to, da bo ta božanska sila poskrbela za nas, za preživetje. Tudi z občutkom, kdo jaz sem, kako sebe doživljam, oziroma vse, kar jaz rečem, jaz sem nesamozavestna, jaz sem grda, jaz sem, a veste, toliko tega balansa, ki ga nosimo s sabo, ki ga v osnovi ne potrebujemo. No in zdaj, če gledamo ta prva čakra z občutkom sem, se pravi, vse, kar mene definira, ko govorim, kakšna je sem, je ta prva čakra. In druga zadeva, vse tista prepričanja, ki so povezana s temelji, kako jaz sebe definiram, vplivajo na to, da ta prva minka ima lahko velike težave. Samozavestjo, postavljanjem mej, ta prva minka ima lahko velike težave s tem, da, ker je prva čakra povezana tudi s finančnim obiljem, da lahko ta prva minka je povezana s tem, da je pohlepna, preračunljiva, in tako naprej. Se pravi, dokler jaz teh prve čakre ne počistim, se pravi, kdo jaz sem, in na koncu koncev, dokler ne vzpostavim zdrave samopodobe, me šofira ta prva minka. In vse ostale čakre, oziroma minke v tej harmoniki, se lahko skladajo ali pa ne skladajo s to prvo definicijo. No zdaj druga ta minka je povezana s spolnostjo, kako gleda na spolnost, a je spolnost grda, a je ona kot, se pravi, ali pa jaz kot minka, a se dobro počutim v svoji koži in tudi ne nazadnje v svojem spolu. In dokler jaz ne sprejmem svoje ženstvenosti, to, da sem v tem življenju pač ženska, toliko časa pač ne morem sprejeti ta vidik ženskosti. Ali pa recimo nekdo, ki je moški, dokler ne sprejme tega, kar on je, in zdaj pogosto se zgodi, da duša se majčkeno poigra s spolom in da si izbere telo, recimo lahko si izbere ženska energija, moško telo, zaradi tega, da bo pač naredila določene premike v življenju. Ali lahko se zgodi, da nekako duša je nedefinirana in vemo, da določeni ljudje se rodijo in imajo zelo majhne spolne organe, recimo moški zelo majhen penis, oziroma nima razvita ženska maternica oziroma nožnice. In v tem primeru je še toliko večji izziv pri teh ljudeh, da sprejmejo svojo spolnost, da sprejmejo sebe take, kot so, in da definirajo sebe. No in zdaj druga stvar, kjer je pa lahko odklon, recimo, če bi bila jaz zasvojena s spolnostjo, se pravi, ta spolna energija šofira vse ostale in sem lahko sama s sabo v močnem konfliktu. No, in ko jaz počistim vse, kar se tiče tega, kako sebe definiram, oziroma zdaj, če gledamo, ta druga čakra je povezana z
tudi z krivdo. Se pravi, če imam jaz občutek krivde, ja, sploh, ali pa sramu, krivda in sram sta najbolj tista, ki blokirata spolno čakro. No, zdaj pa gremo naprej, a ne? Solarni pleksus je povezan s sem. Kdo je sem? A ne? Zmorem, grem naprej in tako naprej. In nekateri, ki imajo močno izražen ta solarni pleksus, so tako, kaj boš ti, jaz imam denar, jaz imam Mercedesa, jaz imam to, a ne? In v bistvu močno sebe izražajo. In nekdo drug, ki ima pa velike težave z solarnim pleksusom, je pa majčkan potuhnjen, se opravičujem, res je, enostavno nima nekega haraj to, a ne, tukaj tudi na trebuhu, je prav iz vzhodne kulture. V vzhodni kulturi imajo to, recimo sumoborci, ste sigurno videli, kaj naredijo, a ne, se pravi, vso svojo moč zbere v prve 3 čakre in deluje iz tega ven. No in v glavnem, kdor izmed nas pač te prve 3 čakre obremenjene, in dejstvo je, da večji del izmed nas imamo obremenjene te čakre, ali delujemo kot neki petelinčki, ali pa delujemo kot predpražnik, vsem želimo ustreči, želiš biti dober, prijazen, dejansko ženska, ki je, tudi moški, ki so, ali pa ki smo programirani na prostitucijo, na razdajanje, na ugajanje, vsem želim ugoditi, ni pomembno, kje sem jaz. No in v glavnem, dokler teh prvih 3 čakr ne počistimo, toliko časa ne moramo iti naprej, to so temelji zemeljskega življenja. No in potem, ko gremo pa naprej na naslednjo čakro, je pa srčna čakra. In kdor ni bil zaželen otrok, kdor je bil pogosto ranjen, v ljubezni ranjen, občutek, da ni ljubljen, ima pač tukaj primanjkljaj na srčni čakri. In če je primanjkljaj na srčni čakri in če je to iz preteklih življenj, vas lahko boli ves čas tukaj zadaj na hrbtu, zadnja srčna čakra. Se pravi, občutek, da niste ljubljeni in sprejeti, lahko vlečete ga že več življenj za sabo in enostavno ne splavate iz tega ven. V glavnem, zdaj kaj tukaj treba narediti? Seveda se vas bom naučila pol na koncu, zdravilna molitev dekodiranja je ključna pri tem, ampak v glavnem, ozavestiti, da če je ta 4. minka ranjena, se pravi, ta, ki ima občutek mogoče, da ni ljubljena, da ni sprejeta, in vsi tisti, ki niste bili zaželeni otroci, imate sigurno na 4. čakri, na srčni čakri velik primanjkljaj. V glavnem, vaša duša je morala izkusiti vse to, zato da bo zavestila, da ne glede na to, kdo vam v življenju ploska, ste tukaj v povezavi z vašo dušo, ki ona navija za vas, da se zmoreš, se te imam rada, se bo šlo naprej. A ne? Vedno ste ljubljeni kot božanski otroci. Vedno. Če v tem zemeljskem življenju nimate ljubečih staršev, ste jih vi kot duša izbrali z namenom, da predelate najbolj globoke rane. Izbrali ste si starše, ki so vas mogoče v prejšnjih življenjih ubili, zavrgali, zlorabili in tako naprej, z namenom, da v tem življenju jim ne morete pobegati. Veste, ker mnogi izmed vas imate starše, ki niso ljubeča energija in ste jih dobili, ali pa vaša duša si jih izbrala zgolj z namenom, da bo razumela, ali ne, da bo razumela, da bo pozdravila najbolj globoke rane. Ker, glejte, čistko, če pogledate določeni tisti, ki imate svoje starše kot rablje, a bi bili z njimi prijazni, prijatelji, a bi se družili z njimi? Verjetno se ne bi družili z njimi zaradi tega, ker vidite, kakšno šolo imate v svojem življenju. No, potem, če gremo naprej na naslednjo čakro, je tukaj grlena čakra, se pravi izražam. Zmoram izraziti svojo resnico in kdor ima težave z izražanjem, ima lahko težave s ščitnico, lahko ima težave s sluhom, ker grlena čakra vpliva tudi na sluh in grlena čakra vpliva tudi na spolno čakro, v bistvu delujeta točno v paru.
Se pravi, moram potrpeti, ne smem govoriti, moram biti prijazna, ni važno, kje so moja čustva in tako naprej. No in kdor ima težave z grleno čakro, je spet zdaj ta peta minka je lahko ranjena in dokler pač ne bom tega jaz kot duša pozdravila te ranjene ali pa programa, da se ne smem izražati, toliko časa bom imela težave. In zato je pomembno, da ozavestam, kaj imam pa za izraziti. Komu imam zapovedati svojo resnico? Pri kom se bojim izraziti svojo resnico? Koga se bojim prizadeti? In ponavadi so to drugi ljudje, ampak zanimivo pa je, da vseeno pa je, če prizadanem sebe. A ni to zanimivo? No in v glavnem, če je zdaj moja naloga, da v življenju izražam, in vsekakor moja naloga je v tem življenju, da izražam, da se učim izražati svojo resnico, brez da klatam po drugih. Ker recimo, nekoč sem delovala na ta način, da se mi nabirali in na koncu sem eksplodirala. In vsi okrog mene so pisan gledali, pa kva ti je? Pa si bila zmerom dobre volje. In zdaj se učim izražati. Vidim pri mojih hčerkah, koliko so boljše, kaj jaz. Koliko znajo boljše izražati svojo resnico. Recimo, ko se jim v šoli zgodi krivica, one same rešijo s profesorji, brez da nekdo drug posreduje. One same napišejo mail, lej, sem slišala, to se je zgodilo, to in tako naprej. Mislim, kapo dol, jaz tega nisem zmogla. Enostavno nisem zmogla. In tudi kasneje sem se še učila izražati svojo resnico in še vedno se učim. Izražati svojo resnico. Se pravi, v tej situaciji, ko se je zgodilo to in to, sem jaz občutila to in to. To je moja resnica. In ponavadi, ko mi povemo svojo resnico, na drugi strani, kaj se nekdo počuti potem ogroženo, nam verjetno zmeče kaj v glavo. Ampak, ko mi izražamo svojo resnico, zdravimo svojo grleno čakro. In to je zdaj zdravljenje te pete minke. Zdaj ta šesta minka, povezana s tretjim očesom, s hipofizo, epifizo, se pravi žlezami v možganih, je pa tisto, a si dovolim videti resnico? A si dovolim videti? In če si ne dovolim videti, pomeni, da moje oči začnejo pešati. In bolj kot pešajo moje oči, jaz si lahko dajem nove cilindre gor, oziroma si povečujem dioptrijo, ampak v osnovi, dokler ne pridem do tega, kaj je moja resnica, kaj zanikam, katero resnico ne želim videti. In boste videli, ko boste začeli delati redno zdravilno molitev dekodiranja in ko greste prav po čakrah, da rečete, želim, se pravi, ne želim, se mogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s programom, da ne želim videti resnice, ali pa pri grleni čakri strahom glede izražanja svoje resnice. No in zdaj, če gremo pa naprej, pa je pa kronska čakra in zdaj kronska čakra je pa povezana s češeriko. Češerika je dejansko most do naše duše gor, do komunikacije, odpre se kanal. V glavnem, povezana je z zaupanjem božansko vodstvo. In bolj kot imamo pozdravljeno srčno čakro, bolj se nam odpira kanal. In zdaj srčno čakro pa dejansko lahko pozdravimo z odpuščanjem. Odpuščanje je dejansko najbolj sebično dejanje, ko odpustimo drugim, ko odpustimo sebi, ko naredimo korake v tej smeri, da se razbremenimo. V knjigi, Ko ima življenje žur, in potem v tej knjigi, Ko imajo duše žur, sem dala noter meditacijo za odpuščanje in v glavnem meditacija za odpuščanje sebi. Pogosto ljudje težko odpustijo sebi za določene odločitve, ki so jih naredili v življenju. In če ne morete odpustiti sebi,
začnite delati meditacijo za odpuščanje sebi in boste videli, kako se bo vaša duša razbremenila. Vaša duša bo dobesedno, lejte, to je zdaj ta DNK, ne? In zdaj, če gledamo, tale DNK je sestavljen iz večjih vijačnic in vsaka čakra ima svojo vijačnico. In ko mi gremo čistiti te podzavestne programe, vzorce, se dobesedno naša DNK duše napolni z Božjo svetlobo, življenjem in z ljubeznijo. Dobesedno zažari. In ko naša ta notranja energija začne žareti, dobesedno naše čakre postanejo tako močno delujoče. Kakšno leto nazaj sem vprašala gospoda Rinko, ta gospa je medij, in sem rekla, zakaj se meni dogaja, da slišim tako kot en zvok. Je rekla, to je vrtinčenje tvojih čakr. Ti slišiš tvoje čakre. Je rekla, veš, kako se vrtinčijo na ljudem, ki imajo obremenjena čustva, njim se vrtijo čakre na ta način. Rekla, ljudje so taki, utrujeni, brez energije, zato ker njihove čakre so tako močno obremenjene. Zato vam res toplo priporočam, začnite delati na sebi. Zdaj do novega leta je čas za delo na sebi. Začnite, mogoče to knjigo, če vas pokliče, ko imajo duše žur, noter imate programe, podzavestne programe in se boste ustavljali pri težavah. Recimo, če imate šibke nohte, počasno rast nohtov, je lahko, da imate strah pred življenjem. In preverite z mišičnim testom in recimo, če zdaj jaz probam, ne? Prekrižam roki, boljše, če ostanete, globoko vdihnem, izdihnem in rečem, v svoji duši nosim strah pred življenjem. Jaz grem nazaj, mene ni strah življenja. Dajmo pogledati, v svoji duši nosim strah pred smrtjo. Ne, tudi tega me ni več strah. Ampak tisti, ki spremljate moje videe, veste, da par mesecev oziroma 2 meseca nazaj, ko sem zabredla v neke informacije, se mi je sprožil grozen strah pred premikom naprej. In mi je zaštekala hrbtenice. Dajte začeti delati na čiščenju, začnite delati meditacijo, zdravilno molitev dekodiranja. Zdaj, ko sem bila na morju, sem spoznala pač enega gospoda, ki je res modra duša in mi je pokazal svoje molitve oziroma predstavo. Pa sem šla zmert. Njegove molitve pa zdravilna molitev dekodiranja. Zdravilna molitev dekodiranja je eno od najmočnejših orodij, kar jih obstaja. Pa ne zato, ker sem jaz to pogruntala, ampak ker mi je bilo dano pogruntati, ampak zato, ker sem sprobavala. Zdravilni kodeks pomaga, ampak je to tako, kot bi v kameni dobi delala na roke ogenj. Te molitve, ki mi jih je predstavil ta gospod, so dobre, ampak proti zdravilni molitvi dekodiranja so slabe, ali šibke, ne slabe, šibke so. Veste, to je tako, kot da bi imeli žarnico, pa prižgete žarnico, pa komaj brli svetloba. Ali pa prižgete svečko, pa vidite, da je majčkena svetloba, ali pa prižgete reflektor. No in dobesedno, zdravilna molitev dekodiranja je reflektor. Zdaj, od vas je odvisen. Ali želite narediti korak naprej, ali ne, ali želite nekaj premika v življenju, in če ne, pač se boste naprej še kotalili v enih in istih situacijah in čas je. Čas je prišel tak, da je do novega leta potrebno počistiti. Jaz sem gospoda Borisa sprašvala in se nekakva pa pol, je rekel, zdaj do novega leta je čas, da počistite. Jaz močno delam na sebi. In dajte tudi vi
Zaradi tega, ker pač ne vemo, karkoli se dogaja, vse je v redu, vsaka stvar je prav. Ampak delajte korake za sebe, tam, kar vas potegne. Še ena stvar, kamor vas potegne. Spet gospod Boris, zadnjič ga vprašam, prijavila sem se na eno delavnico in potem sem se odjavila. Pač nekaj v meni je rekel, ni to za tebe, odjav se. In sem se odjavila. In ga potem vprašam in je rekel, duše se izgubijo zaradi ferbca, pa grejo malo tja, pa pokukajo malo tja, dobi nekaj, kar more srečati, ampak hkrati, govorijo o procentih, dobi 5% tega, kar rabi, pa 95% balasta. A res to rabiš? Ker pol nekam vtakneš nos, dobiš porcijo in potem čistiš še vse tisto, kar dobiš. In je rekel, največ duš se izgubi, ker jih matra firbec. Mal tukaj, pa mal tam, pa bomo mal tam meditirali in na koncu si nakoplješ na glavo en kup enega balasta, ki ga ne potrebuješ. Zato, najboljša meditacija je, bodite sami. Uporabljajte orodja, ki jih imate, pojdite v gozd, naslonite se na drevo, dajte ga mehen zrukati, da vam bo dal te pozitivne učinkovine. Pojdite k reki, pojdite k morju, dihajte. No in zdaj zaključila bom ta video prav z dihom. V knjigi Prehod vračal, v tejle knjigi, sem prebrala, kako je pomemben je dih. In tudi v knjigi Joe Dispenza, čakajte, se vam bom povedala, Postanite brezmejni, tale, sem se morala spomniti, kje imam to knjigo, v tej knjigi. Joe Dispenza je pobral to, po moje, od tukaj, Prehod vračal. Ta knjiga Prehod vračal se pa nanaša tudi na tibetanske knjige, tamle gor jo imam, se pravi 5 Tibetancev. Povsod govorijo o dihu, vdih. In Joe Dispenza govori o tem, kako pomembno je, da vdihnemo, kot bi vdihnili skozi maternico, potegneš popek noter, zadržiš dih in ga usmerjaš do češerike. Zato je pomembno, da veš, kje je, točno v središču možganov. In potem, to je pa zdaj iz knjige Prehod vračal, dih usmeriš, tako kot si predstavljaš, kjer gre energija, si predstavljaš po hrbtenici navzgor, zadržuješ dih do češerike, v hipofizo in potem dol po sprednji strani izdihuješ. In zdaj, če vam pokažem, se pravi, vdih, izdih. Tukaj govori Prehod vračal, da približno 10 minut na dan dihaš. Jaz prakticiram zjutraj, ko delam tibetanske vaje, 91 ponovitev. Dih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih. Se pravi, zavestno dihanje. Kaj se zgodi? Ko mi zavestno dihamo, usklajujemo teh 7 teles, ming. Se pravi, ko jaz diham, usklajujem delovanje teh 7 različnih ming, da grejo v celoto. Da si boste lažje predstavljali, to je tako kot harmonika, ali pa toni, uglašenost. In dejansko mi s svojim dihom uglašujemo, da naše čakre delujejo harmonično. Zato je tako pomemben dih. Prvi vdih, ko vdihnemo, ko pridemo na svet in življenje se zaključi z izdihom. Ampak vmes je dih tisti, ki usklajuje delovanje naših čakr. Tako kot uglašena harmonika ali pa uglašeno glasbilo. Tisti, ki ste več v teh glasbenih sferah, veste, kako pomembno je uglašenost. Tisti, ki nismo tako močno, je v bistvu, da razumemo, da s tem, ko zavestno dihamo, uglašujemo delovanje naših čakr. Tako preprosto je, hkrati pa toliko kompliciran,
ker imamo toliko stvari v glavi natrpanih, da enostavno se nam dogaja eksplozija. Kot ena knjiga je 5 zjutraj, pa že zamujam. Zato je zelo, zelo pomembno, da začnemo zavestno delati na tem, da počistimo vse tisto, kar blokira delovanje naših čakar in hkrati, da z dihom uskladimo delovanje naših čakar. In poglejte, potem se pomladimo, potem dihamo sebe. Potem ni pomembno, kdo s prstom kaže na nas, zato ker mi smo usklajeni sami s sabo. Pojdimo zdaj še na sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo, jaz danes zjutraj sem dobila srčna čakra, pa grlena čakra. Sem rekla, ok, v redu, da vidim. Se jaz vem, kaj čistam še vedno. Občutek neljubljenosti. Občutek neljubljenosti sploh ne iz tega življenja, pa tudi nekaj. Ampak dejstvo je, to vlačim kot duša iz življenja v življenje in je čas, da to dokončno počistim. Dejstvo je, da moja duša ima mene neizmerno rada, ker mi je dala take poštene lekcije in je čas, da to počistim. In če imate veliko težav v vašem življenju, pomeni, da vas ima vaša duša res rada in vam želi pomagati, da enkrat za zmerom to počiste. In je prišla oddih. Brez slabe vesti si lahko vzamem čas zase, samo zato, ker se imam rada in ker se cenim. Samo da se vležem na zemljo in diham in sem. In vam bom zdaj prebrala naprej. Prav je, da si vzamem čas samo za sebe. Srce mi govori, kaj je ta trenutek najbolje zame. Odpiram vrata novemu. Dobrodošlo. S hvaležnostjo sprejemam. A gremo še na sporočilo vodstvo boginj, da vidimo, kaj nam boginje sporočajo. Vodstvo boginj nam pa pravi tole. Očiščenje. Čas je, da svoje telo in misli očistite strupov. Coventina je prišla ven. Čakajte, da vam zdaj to preberem, očiščenje. Pomembna sporočila. Ostara je bila včeraj, a je to tako? Tole je. To sporočilo prihaja kot pomoč in ne kot izziv ali kritika. Vaše žile so zamašene zaradi pretirane uporabe raznih kemikalij in v vaši psihi je vir jeze. Niste se menili za številna opozorila in kritike, ki vam jih je pošiljalo vaše telo v želji po prenehanju stalnega uživanja nezdrave hrane. Morda ste opazili padec nivoja energije, pa tudi, da niste več veseli. Pozabite na te posledice starih navad, kajti rešitev imate pri roki. Zdaj, ko ste slišali to sporočilo, ne oklevajte niti trenutek in si na novo uredite življenje. Bodite izredno pozorni na vsebino svojih misli in govora, saj so besede, ki jih mislite in govorite, točno tista hrana, ki vas podpira ali pa vas onemogoča. Odločite se za čistost in obljubim vam, da se vam bo pogled na življenje izboljšal. To je keltska boginja voda, morij, jezer, potokov, ribnikov in rek. Kaj sem prej rekla, pojdite k vodi in dovolite, da se očistite. Coventina ali pa Coventina ščiti vode in vse vodne prebivalce in z veseljem vam bo podarila božansko pooblastilo, da postanete okoljevarstvenik, če jo boste prosili. Vodnjaki želja so bili narejeni njej v čast in še danes nadaljujemo tradicijo metanja kovancev v vodo, medtem ko si nekaj zaželimo. Coventina je tista, ki uslišuje te želje. Ker je naše telo v glavnem iz vode, nam Coventina pomaga pri očiščevanju našega fizičnega jaza. Spominja nas, da očiščevanje prav tako pomeni, da ohranjamo misli in govor polne pozitivnih besed, ki krpajo in ojačajo naše telo
in življenje. No, vidite, točno to sporočilo smo rabili, tako da delajte na sebi, očistite. In prav za to čistost potrebujemo samoto. Ne tam, kjer je gruča ljudi. In zdaj, če jaz gledam prav korono, ta čas korone, a ni to blagoslovljen čas, kjer nam daje prostor ali pa priložnost, da smo več sami. To je krasno, res krasno. Tako da uživajte, imejte se radi in dovolite, da božanska svetloba deluje skozi vas, da deluje v vas, da deluje v vašem svetu in da vam odpira vrata tam, kjer mogoče je videti samo zid. Dovolite, da božanska svetloba deluje v vašem življenju. Imejte se radi in življenje bo imelo tudi vas rado. Uživajte.